Kdor prepeva, ta prispeva. Tako pravi domačin in aforist Tonči Babič, ki je vrsto let prepeval v mešanem pevskem zboru Bistrica ob Sotli, ki mu nocoj posvečamo ta video. Petje v skupini, v zboru je povezovalno. Prispevek pevcev pa se ne zaključi le z ubranim pevskim nastopom, ampak se ta harmonija širi tudi med občinstvo. Pravzaprav so pevski zbori eni izmed najbolj množičnih kulturno-umetniških dejavnosti in imajo tudi zelo dolgo tradicijo v Sloveniji. Trenutna ocena delujočih pevskih zborov v Sloveniji, ki jo je podal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, se trenutno giblje med 2500 in 3000 in v zborih prepeva okoli 80 000 pevcev. Tako lahko rečemo, da so zbori zelo pomembno gibalo kulturnega in tudi družabnega življenja. Harmonija glasov in harmonija dobrih medsebojnih odnosov se ob nastopih zbora prenaša na poslušalce in bogati skupnost. Pevski zbori v življenju posameznika pomenijo veliko več kot zgolj petje in umetniško udejstvovanje. Pevski zbori pomenijo sodelovanje, pomenijo zbliževanje in pomenijo socialne stike. Petje vpliva tudi na psihosocialno počutje posameznika in o teh terapevtskih učinkih petja je zbranih veliko raziskav z znanstvenimi dokazi. Zborovsko petje ima tudi v Bistrici ob Sotli zelo dolgo tradicijo. Beležimo jo že od začetka 20. stoletja. Takrat je bila dejavna dekliška Marijina družba, ki je gojila predvsem cerkveno petje. Pomembno vlogo pri razvoju zborovskega petja pa je kot zborovodja imel organist Jože Novak. Jože Novak je v cerkveno petje uvajal tudi lastne skladbe. Leta 1925 pa je bil v okviru Katoliško-prosvetnega društva ustanovljen pevski odsek Grmada z mešanim ženskim in moškim pevskim zborom. Prvič se je ta zbor predstavil v predpustnem času leta 1928 v takratni Drofenikovi dvorani. Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli se je občinstvu prvič predstavil leta 1981, konec novembra na krajevnem prazniku. V 40 letih se je spletlo ogromno prijateljskih vezi, tudi kakšna ljubezenska. Ustvarilo se je veliko bogatih spominov in spisalo mnogo zgodb. Veliko teh zgodb je zbranih tudi v katalogu, ki smo ga ob razstavi izdali v knjižnici Šmarje pri Jelšah. Ena izmed teh zgodb pa je povezana s pesmijo Rož podivna zila, ki jo v zboru prepevajo že celih 40 let. Rož podivna zila je ena pesem, ki je, mislim, da na železnem repertoaru skoraj vsakega slovenskega zbora, in glede na to, da smo midva preden sva začela tu torej delati s tem zborom, pela pri Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič v Ljubljani, je bila to pesem, ki smo jo kar naprej prepevali ob veselih in žalostnih dogodkih. Je pa res, da je tudi ta pesmica dosti kratka in zato smo takrat, ko smo se odločali, kaj bomo pri tem zboru uvrstili na program, smo se odločili za to kratko pesem. To je v bistvu zgolj nekaj taktov, tudi melodija ni težka, linije glasov niso težke, tako da evo, smo se takoj odločili za Rož podivna zila. Pobuda je prišla iz šole, ne? En del učiteljev je bil zato, ko so mene videli tukaj v Šempetru, v Bistrici ob Sotli, so rekli, no, če pa Janez prišel zdaj kot tak pevc, ki poje se posod, bo pa tudi tukaj lahko kaj naredil za petje, da bi oživili ponovno to zborsko petje, ki je počasih, saj pred drugo vojno, po drugi vojni je tudi bilo živo. No? In na pobudo tega smo se potem pač malo zbrali, ne? Moram pa reči, da tisti pobudniki, predvsem seveda iz vrst učiteljev, so samo enkrat prišli na vaje. Ne? Pa so pa hmalo, eni so pomagali zelo hitro, en pa bi počas. Ampak so se pridružili pa preprosti kmetje iz teh okoliških vasi in so pač hodili na vaje. Samo to je treba povedati, da oni niso vedeli, kaj je to pevska vaja. Če so oni imeli zadojiti v hlevu, on ni pogledal na uro, kdaj je vaja. On je takrat, ko je končal, je pa šel na vajo. Tudi če je na uro zamudil, je pa celo 2. Ali pa če je šel vinograd škropiti,
tudi ni šel na vajo, je počakal, da je poškropil, potem pa je preoblekel se, pa je pa šel na vajo. Tako da to ni bilo enostavno, ne. Tudi začetno petje teh sorazmerno enostavnih pesmi je zahtevalo kar veliko vaj, tako da do prvega nastopa je prišlo šele po parih mesecih, po spomladanskem delu vaj in pa jesenskem delu vaj, smo potem 3 pesmi uspeli se zasidno naučiti. Ja, note pa izbor pesmi, to ni bilo problema, glede na to, da smo oba pela. Da smo mi dva imela kar zajetno mapo pesmi in repertoara, ki smo ga pri APZ-ju peli in smo potem seveda zbrali tiste enostavne pesmi. Smo rekli, to bo pa sigurno šlo. In če lahko še jaz povem, kako so izgledale tele vaje, ne, to so res, kot Janez rekel, to so bili pevci, ko so peli po vinogradih, pa po kleteh, pa v gostilni in pri njih je bilo tako, najboljši pevci tisti, ki je najglasnejši, ne? Kdo bo glasnejši, to je te prav pevc. Pri zboru pa ni tako, ne? Tako da je kar nekaj časa trajalo, da smo lahko pevcem dopovedali, da pa vendarle ne morajo posamezni glasovi štrleti. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila pa ta, da ko se je en glas naučil linijo, kar je trajalo zelo dolgo, recimo sopran, ne, bas, tenor, alt, so dokaj dobro recimo znali vsak glas svojo melodijo, ko smo pa poskušali zapeti skupaj, pa enostavno ni šlo. Enostavno, tenor je pel malo tako kot sopran, basi so kar malo terco, torej peli terco, potem so kar malo dol basirali po svoje, tako da se je zbor uglasil oziroma da smo sploh lahko vse glasove postavili, je tako kot je Janez rekel, trajalo od februarja do novembra, da smo sploh lahko nastopili, pa še to je bilo, no tako, nastop je bil. V bistvu nismo imeli, vsaka ženske smo imeli črna krila, bele bluze, pa ene mašnice nam je sešila gospa Blakčičeva, še takrat rdeče, moški so imeli pa, tudi me se zdi, svoje temne obleke, nismo imeli še uniform, seveda ne. Tako da vsak je malo po omari doma pogledal in smo se oblekli tako, da smo tako delovali enotno. Ne. Potem smo po tem nastopu hodili še na vaje in potem je kazalo, da bo zbor kot tak deloval, ne, tudi vnaprej. In predsednik krajevne skupnosti je nekoč nas srečal v gostilni po vaji in je kar takoj rekel, obleke je treba imeti, brez oblek se ne da nastopati. No. To se je krajevna skupnost, ne, je omogočila to prvo, da smo se prvič rekel, tako enotno oblekli. Mene sicer motili, jaz sem bil malo jezen, sem rekel, to pa ne gre, dokler ne bomo vsaj nekaj skupaj spravili, je odveč, že imamo obleke, ampak kje pa, to je on je jasno in glasno povedal, da zbor brez oblek ne more nastopati. No, in smo kar hitro dobili potem, po tistem prvem nastopu. Ja. Po prvem nastopu že kmalu potem, že naslednje leto, ko smo šli potem v Šentvid pri Stični, smo že šli v novih oblekah, tako da ja. Ni bilo važno, kako se poje, ne, sam, da smo bili lepi in da smo lepo izgledali. Glede na to, da pa midva nismo, noben od naju ni profesionalni glasbenik, ne, in glasbeno izobražen, sva potem videla, da pač midva to ne morva zbora voditi, ne, in potem sva se spoznala, Franci, ne, itak, jaz sem ga že prej poznala, in sva potem Francija potem nagovorila, da je on takoj, mislim, že naslednje leto, jeseni potem prevzel zbor in ga vodil, se niti ne vem, 25 let, menda, ne. Ledino so začeli reči Drašlerova Darja, Janez, vendar Ledino sem moral tudi sam. Začetek je bil, ampak po prvem navdušenju je nastala nekakšna zadrega.
Jaz sem pa imel zelo malo izkušenj takrat še tudi z zborovstvom, ker zborovodja ne postaneš v šolskih klopeh, ampak na odru. Nekaj izkušenj sem imel. In ker je to moj domači kraj, sem seveda začel z veseljem. Moja vizija je bila seveda pripraviti domači kraj, da bo živel s tem. In zlasti je bilo težava pridobiti mlade pevce. V šoli takrat ni bilo nekega večglasnega petja in ni bilo, ljudsko petje pa že tudi nekako izumiralo, pri nas doma je še bilo, v teh generacijah je zelo malo in zdaj, ko gledamo nazaj, tega si ne moremo predstavljati. Danes spet kraj živi s tem, veliko mladih in so s tem potešeni na nek način, živijo, uživajo in to je bil recimo moja želja in cilj, da bi pevci s svojim petjem, svojo pesmijo se pokazali in doživeli sami to in da bi občinstvo to uživalo in v tem uživalo. Veliko je bilo teh pevcev ljudskih, večinoma vsi, pa nekoč so peli nekaj dvoglasja, je bilo tako naprej, ampak zborovstvo zahteva veliko poslušanja, tako kot če nekdo kar naprej govori, pa nič ne posluša, postane brezciljno in to mora komunikacija biti. To je zelo dolgo trajalo, mislim, da prvih 10 let še nisem začutil, potem pa se je naenkrat odprlo. Delal sem tudi veliko na tem, da smo, kot sem že rekel, pridobili mlade ljudi, tudi te trubadurje, ki sem jih nekoč prej ustanovil, sem s tem namenom, da že šolski mladini nekako prikažem in jim ponudim to petje večglasno. No in po 10 letih je šele prišel ta zvok in to doživetje in moram reči, da potem sem mnogokrat bil prav ganjen do solz, ko je zazvenel zbor. To je bilo posebej lepo, dokler so bile pevske revije v Rogaški, Krščani dvorani, to so bila nepozabna doživetja. In se pravi, ta moja vizija je bila dosežena. Po 25 stopinjah mi je bilo dovolj toplo, pa sem zapustil to reč. Na to zamisel sem pa prišel na koncertu mešanega zbora Viva v Brežicah, kjer so krstno izvedli eno pesem, meni do takrat neznane mlade skladateljice iz Ljubljane, ki je bila tudi prisotna na tem koncertu. In sem rekel, kaj če še bi mi imeli eno svojo pesem prav za nas napisano. In sem po koncertu se nekako približal tej dami in sem ji to povedal. In ona je bila zelo sproščena in je rekla, ja, besedilo, pa to stane toliko pa toliko. Povedala ceno. Se mi je zdelo nenavadno, ampak odlična stvar, čisti računi, dobri prijatelji. Jaz sem napisal pesem, ki sem jo takrat pač nekako začutil, o tem, da je vse v tebi, vse v meni. Pa hotel sem s to pesmijo tudi povedati, da niso vedno krive razne okoliščine, da nekaj ne uspe, da ti nisi zadovoljen, ampak da to poišči v sebi. To je bilo sporočilo te pesmi. In zdi se mi, da je skladateljica Mojca Prus, ki je bila že tedaj uveljavljena, čeprav še niti doštudirala, mislim, do konca takrat, da ta pesem je dosegla svoj cilj. In smo po njej naslovili tudi svoj CD, ki smo ga posneli. To CD ploščo smo predstavili na svojem zadnjem, mislim, na mojem zadnjem koncertu zbora Bistrica ob Sotli ob 25-letnici delovanja. To je bilo v cerkvi na Svetih gorah, ki je tudi zelo akustična. In to, da je vse v tebi, se je res pokazalo. In ena gospa, to rad povem, je rekla, da je tako bilo lepo na tem koncertu, da še angelci nebesih ne zapojejo lepše. In to se mi je zdelo tako naivno in prisrčno,
priznanje, tako da z veseljem gledam te svoje leta z zborom. Začelo se je tako, da me noben nič ni vprašal. Enostavno je bil koncert ob 25-letnici zbora na Svetih gorah in pred zadnjo skladbo Rož podivna zila pride Franci pred mikrofon in pove, da pač predaja dirigentsko palico meni. In jaz sem samo pogledala, dobim tisto palico in je rekel, no zdaj pa dirigiraj Rož podivna zila. Okej, moram povedati, da ta palica je zelo lep pomen, ker seveda narejena iz kristala in jo je Franci sam naredil. Seveda so bile solze in jaz tam pred zborom sem se cela tresla, nisem vedela, kako sploh moram dirigirati, nič tema, oni so me gledali tudi zbuljeno, tako da je bilo kar zabavno. No in potem se je začelo tako, da sem v mesecu septembru mogla organizirati prvo vajo in vse in tako se je začelo, smo splavali. Seveda na začetku so bili cilji zelo ambiciozno postavljeni, ker sem bila vajena pri APZ-ju, ko ne vem, na eni vaji narediš 5 komadov, se jih naučiš in jaz sem to seveda, zdaj pa bomo delali. Pa sem se mogla malo umiriti in sproti se učiti in v bistvu vse prilagajati zasedbi, ki sem jo imela. Ne. Če bi danes začela, bi verjetno to drugače potekalo, ampak mislim, da je vsak začetek mladega zborovodja nekako tako poteka. No. Torej, v bistvu se je, da mi zborovsko petje je všeč, verjetno je jasno, ker vsi doma so bili pevci vedno. Še v bistvu star Ata Joža, on je prvi pevec, mislim, on je v bistvu zbunkal tudi malo zbor na kup leta 81, ne? In so našega očija malo potunkali v to. No in seveda se pravi, to je v naši krvi, to zborovsko petje. In ko sem študirala na pedagoški fakulteti v Mariboru, glasbeno pedagogiko, sem takoj začela peti pri APZ-ju in tam se ti malo nove sfere tudi odprejo glede repertoarja in glede vsega. Pa, no, tam jaz mislim, da sem se tam največ naučila vsega in organizacije in dirigiranje, izbira skladbe in pač spoznavala tudi nove ljudi, pomembne dirigente in tako dalje. Ja, Gorenjski slavček je bil en moj projekt, ko sem najprej mislila, da bo to moje diplomsko delo. Se pravi, to je v bistvu opera slovenska prva, Antona Försterja in normalno v Bistrici ob Sotli se ne moramo iti opere. In sem jaz rekla, kaj pa če jaz malo teksta vzamem, pa obdržim zborovske parte, pa se bo tekst govoril, ker imamo super igralce v Bistrici, pa imam moški zbor v Podčetrtku, ko sem še takrat vodila, pa ker tam pri Gorenjskem slavčku je moški zbor, ker mora biti konkreten. In jaz imam itak nasploh rada sodelovanja, vedno se mi zdi, da je to pač pomembno, da druge skupine pridejo v kraj, drugi zbori, da ti greš nekam in meni se zdi, da kultura bi se mogoče celo malo bolj mogla povezovati s turizmom, ker če nekdo prije v kraj, tam lahko dobro je, lahko tudi prespi in tako dalje. Jaz sem vedno za povezovanje in tudi v tem smislu sem že v Bistrico, no tako je nastal Gorenjski slavček, itak povezovanje in vse. Sem pa glede povezovanja in tega tudi mi je pomembno, da sodeluje zbor tudi z drugimi zborovodji, ker ko se ti enkrat nekoga navadiš, si malo razvajen rataš in ne upoštevaš. Jaz lahko recimo eno stvar 8-krat povem, pa pride nekdo pa isto stvar pove, pač ugleden zborovodja recimo in ga takoj razumejo, ne? Ker pač ga bolj ubogajo. Tako da zelo rada sodelujem tudi z ostalimi in povabimo seveda kakšnega medse. Res sem vesela, da tudi Sebastian Vrhovnik sodeluje in na tem pogovornem večeru in tako je dal krasen prispevek v biltenu, ker je tudi zelo dobro povzel za naš zbor, da smo naredili dobro ravnovesje med tekmovanji, med nastopi, med koncerti, v repertoarju in jaz tudi mislim, da smo kar na pravi poti. No.
kar pomnim, nekako je bilo petje en pomemben del mojega vsakdana, pričenši v cerkvenih pevskih zborih, potem se je ta ljubezen do petja samo še krepila in razvijala, tako da sem se pridružil zelo kmalu mešanemu pevskemu zboru Cantemus iz Kamnika, katerega sem tudi potem kar nekaj let vodil. Tako da sem nekako izšel iz pevskih vrst. Potem odločitev, da v bistvu tudi študij posvetim glasbi, je bila mogoče malenkost nepričakovana, ko me je profesorica klavirja na uri vprašala, kaj pa če bi šel ti študirati glasbo. In potem sem jaz to doma razmislil, se pogovoril s starševi in odločitev je padla. Tako da sem potem pričel s študijem glasbe na Srednji glasbeni baletni šoli v Ljubljani kot teoretik, nato nadaljeval študij na Akademiji za glasbo, kjer sem študiral glasbeno pedagogiko. Se potem po zaključku 3. letnika na glasbeni akademiji že tudi spogledoval z zaposlitvijo in imel priložnost, da sem poučeval glasbeno vzgojo na osnovni šoli v Kamniku. Vendar vsekakor je moje srce nekako bilo ves čas pri zborih. In petje je bil nekaj, s čimer sem se lahko izražal, tako da sem tudi solo petje študiral in profesorica je nekako zelo podpirala tudi mojo nadaljnjo pot, da ne grem študirati petje. Sem se že dogovarjal v Salzburgu s profesorico, da pridem študirati petje v Salzburg in potem na dan sprejemnega preizkusa sedim in sem se odločil, ne, zelo rad pojem, vendar si moram priznati, zelo rad pojem v zborih in delam za zbori. Vsekakor je vsa ta kilometrina, ki sem jo dobil tudi kot solopevec, samo en plus, kjer lahko sedaj uporabljam to znanje pri delu z zbori, s pevci. In tako je v bistvu potem prišla ta dokončna odločitev, da bo moj svet zbor. In tako je potem to botrovalo odločitvi, da sem šel študirati dirigiranje v Graz in tam zaključil študij dirigiranja, kar se je vsekakor pokazalo za pravilno odločitev. Potem je zopet pot nazaj nanesla na Akademijo za glasbo, kjer sem najprej pričel kot asistent in zdaj pa kot izredni profesor še vedno poskušam po svojih najboljših močeh vzgajati mladi rod zborovskih dirigentov. Kjerkoli umetnost in kultura nasploh dela človeštvo boljše in tega ne smemo nikoli pozabiti, pa naj bo to manjši ali večji kraj. Mogoče vidim to razliko v manjših krajih, kljub samo še ta večja povezanosti skupnosti in podpora en drugemu, kar je mogoče v večjih mestih se nekako to porazgubi. Tako da tu je kultura in umetnost en zelo pomemben segment, konec koncev za socialno interakcijo med ljudmi. Poleg tega delajo koncerti možnost, da vzgajamo kritično publiko, si konec koncev. In predvsem za moje pojme je to najbolje preživeti prosti čas, ker je najpomembnejše to bistvo, da pridejo ljudje skupaj. To bistvo, ki je zbor, biti skupaj, kar je v trenutnem času, posebnem času mogoče malenkost težje ali toliko bolj se zavedamo tega, kako pomembno je biti skupaj in strmeti v isti cilj. In mislim, da je to povsod lahko prisotno. Mogoče toliko bolj opaženo v manjših krajih. Srečanje z mešanim pevskim zborom Bistrica ob Sotli
je nastalo preko glasbenega poletja Podsreda, kamor sem bil povabljen kot predavatelj zborovskega seminarja in tu je bil zbor kot izvajalsko telo, na katerem so lahko ti seminaristi, dirigenti lahko potem svoje znanje aktivno preizkušali. Tako da vsekakor mi ta čas ostaja v izredno lepem spominu, namreč ker naše delo se ni končalo, oziroma druženje se ni končalo z uradnim delom, vendar se je potem nadaljevalo tudi še po uradnemu delu ob kozarčku rujnega. Zelo kmalu smo nekako, se mi zdi, ugotovili, da smo si simpatični in da zelo spoštujem naprimer zbor, ki resnično diha skupaj in vsak izmed pevcev ima določeno nalogo. Tako sem vsaj imel priložnost videti potem pri organizaciji zaključnega koncerta. Tako da se vidi, da so izredno povezani pevci med seboj in to dela tisto zopet bistvo, ki ga nosi sporočilnost enega pevskega sestava. Biti skupaj in stremeti k skupnemu cilju. Tako da želim ob tej obletnici seveda v prvi meri, mogoče v tem posebnem času bojo te želje malenkost manjše, kot bi bile drugače, ker bi rekel, ne vem, želim vam veliko nepozabnih turnej po svetu, ampak če smo zdaj malenkost bolj skromni, je to, da želim pevkam in pevcem ter seveda špeli predvsem veliko trenutkov, kjer je možnost ustvarjati v harmoniji skupaj s pevci in nekako prenašati to tudi na publiko, dobiti aplavze, ki je mogoče najlepše plačilo za vse, kar počnemo pri zboru. Ja, v bistvu mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli velja za enega bolj iskrivih in preširno družabnih zborov. In takšni so tudi člani. Seveda zbor zaradi tega tako deluje in pri nas na vajah nikoli ni dolg čas. Tako da tista iskrivost včasih preraste preko roba na trenutke. Običajno je to zborovodkinja, ne? Tako da moja vloga v tem ni mogoče pričakovano predsedniška, ampak dejansko zborovodkinja poskrbi bolj za to. Drugače pa veselo je vedno pri nas in se zelo v bistvu sovpada in tisto strokovno delo z družabnostjo, kar se mi zdi izjemna kvaliteta tega zbora. Bi rekla, da smo zelo hvaležni, no, da je ta znak dejansko prišel. Bil je za ene druge namene narejen, ni bil tam porabljen, če tako lahko rečem. In mi smo ga z vsemi rokami, koliko jih premoremo v zboru, sprejeli. Izjemno v bistvu malo smiselno, ali pa bi rekla, poudarja to, kar mi smo, no, to srčnost, to veliko srce, ki ga skupaj z vsemi člani zbora negujemo. Zelena je itak svež, barva svežine, nasploh, kjer se pojavljamo kot pevci, kjer nastopamo, nam radi pripisujejo, da to prinašamo na oder, to svežino. Sicer je pa simbolično nekako v tem logotipu zajeto in vsa naselja naše občine, Vasica, celoti, Orlica tudi, če hočete, na vrhu tega, kjer pač je nad nami tudi, no, gora, pobočje Orlice. Tako da, ja, odseva ta logotip celotno bitje našega zbora. Avtorica logotipa je Karmen Bolha, prihaja iz sosednje občine in tudi njej se še v tem mogoče trenutku zahvaljujemo za to, da je oblikovala to, kar zdaj imamo. Ja, v bistvu smo zelo hvaležni zborovodkinji Špeli Drašler, ker je dejansko iskala in tudi našla način, da nas ohrani. Vemo, da je korona v bistvu mnogim zasedbam v Sloveniji prekrižala poti, tako nastopanja kot snovanja. Ja, naš zbor je pravzaprav v celotno koronem času deloval preko Zooma, z orodji, ki so pač omogočala to, kar so omogočala. Ohranili smo se, v bistvu smo nadaljevali in snujemo naprej. Tako da, ja, smo preživeli.
z velikim zagonom gremo pa naprej. Seveda, pogostokrat smo se družili s številnimi zbori, tudi gostovali pri različnih zborih, tako da smo imeli praktično vsemi zelo dobre odnose. Nekako pa v Podsredi, v bližnjem kraju nam je bil tudi starejši pevski zbor, to so bili pevci predvsem Srejani in nekako zgledno sodelovanje ne samo na veselicah, so tudi nekako se odražala tudi v času kakšnih skupnih popotovanj. Tako da so, kot zanimivost je bilo tudi to, da na same revije pevskih zborov smo prihajali bodisi pevci navadno z avtomobili in potem se je porajala ideja med zborovodji, da bi pač seveda mešani pevski zbor iz Podsrede in seveda iz Bistrice ob Sotli šli skupaj na revijo pevskih zborov z avtobusnim prevozom. Čudovito. Ideja je bila odlična in tudi seveda lepo sprejeta in že kmalu se je nekako iskala prva priložnost. Ta priložnost je bila revija pevskih zborov v Šentvidu. Čudovito potovanje, druženje. Nekako se je pa potem po samem koncertu, ko je pa bila pogostitev, so seveda v skladu z dogovorom Srejani šli na avtobus. Pri nas se je pa nekoliko zavleklo, še za kakšno uro, ampak z malo nevolje je tudi to šlo skozi. Tako da smo seveda nekako skupni projekt tudi izpeljali. Ta aktivnost se je potem kar že skoraj čez leto dni ponovila, tako da smo nekako šli na skupno revijo pevskih zborov v Rogaško Slatino in čudovit koncert, tudi večerja, nekako krajše druženje. Srejani so že šli kar na avtobus, vendar mi, številni člani mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli smo bili mladi, polni energije. Po večerji šele se življenje začelo, tako da smo si hitro naredili ne samo petje ali pa druženje z ostalimi zbori, nekako smo, lahko bi rekli, si naredili v malem veselico. Žal se tega nismo niti zavedali, da nas seveda Srejani čakajo na avtobusu, baje, da je bilo to celih 6 ur, ampak ko smo prišli na avtobus, res nekateri so že lepo prespali par kitic, nekako sicer smo se opravičili, vendar je bilo ravno na račun tega, ker so predolgo čakali, je bilo za nekaj časa skupno potovanje na revije končano. Vendar, kot pregovor pravi, v tretje pa gre rado. In tako je tudi bilo. No, mi smo enostavno potem, po kar nekaj letih, zopet šli skupaj na revijo pevskih zborov v Šmarju pri Jelšah in nekako smo se tudi dogovorili, da je res po večerji krajše druženje in potem pravočasno odhod domov. Srejani seveda so bili tudi starejši pevci kot mi, tako da so nam dvakrat rekli, mi smo se hitro pridružili, vendar je bil problem pa v šoferju. Šofer je pa bil zelo dobrodušen in že po parih kilometrih iz Šmarja so prvi pevci naši začeli tarnati za na WC. Bila je v bližini na srečo prva gostilna, avtobus je ustavil, vendar vemo, na teh 30 kilometrov do Bistrice ob Sotli je kar nekaj gostiln. Tako da smo se, spomnim, bolj v ranih jutranjih urah spoznavali tudi kakšno pivovarno po Olimju in se spomnim, da ko smo prihajali s časoma na avtobus pri vsaki točki, vedno manj je bilo Srejanov na avtobusu, ker so številni sorodniki prihajali po njih in jih odvažali proti domu. Nekateri starejši, ki pa niso seveda imeli prevoza, so pa morali počakati na avtobusu
In se spomnim, sem prišel gospoda, pa sem rekel, ja, pa zakaj niste šli pa z nami? Rekel, veš kaj, dovolj je, dovolj. 3-krat in nikoli več. Tako da res potem nismo, žal je pevski zbor v Podsredju razpadel, tako da je bilo tudi sodelovanje tudi konec. Ja, številne prigode ali pa zgodbice so se tudi zgodile na intenzivnih vajah in ne samo v času, ko smo starejši pevci poskrbeli za res bučen sprejem novincev, teh brucov, ki smo jih imenovali, nekako smo, vsaj drugi večer je bil rezerviran za njih, tako da je ogromno zgodb tudi v tej smeri. Vendar mogoče se bi dotaknil enega intenzivnih vaj v zimskem oziroma zgodaj spomladanskem času. Imeli smo jih na letovišču nad Belem Rtiču. Tam smo prišli z avtobusom v petek, seveda vaje, najprej vaje, potem prijetno druženje, nekaj iger, pravočasno seveda smo morali iti spat, ker za to je nedvomno poskrbel naš Janez Drašljar, ker je nekako bil tisti, ki je skrbel za disciplino v zboru, lahko bi rekli temu. Spali smo pa v sobah, kjer so bile neke vrste vojaške posle, tiste železne posle, sicer jogi prijetni, ampak za nas čisto zadost. Tudi naslednji dan smo med odmori se dosti družili in zgodilo se je to, da mi je nekdo med igro seveda skril jogi. Ta jogi je bilo potrebno poiskati in ta jogi, ko sem našel, sem rekel, aha, vse se vrača, vse se plača. Tako da sem potem v času vaj, se mi je porodila ideja tajne operacije pograda. Tako da sem potem v času vaj, ko so pevci peli, pretvezo, da grem na WC, sem odšel v te skupne sobe in praktično v vseh sobah razstavil praktično vse te železne posle in jih nastavil na ta način, da so, kdor se je hotel usesti na to poslo ali vležti, je se ta posla sesula ali pa zgrudila, tako da je potem moral jo popravljati. Ker je bilo to med vajami narejeno, praktično pevci niso niti vedeli, kdo je to naredil, tako da je bilo zanimivo poslušati in videti njihove reakcije, vendar glavnina pevcev je te posle, ko so se sesule, tudi hitro popravila, potem pa tudi nekako odšla na tisti večer, ko smo imeli drugi večer brucovanje. So pa nekateri starejši pevci, žal niso šli vmes v sobo in ko so seveda proti jutranjim uram prišli v sobo, se je eden izmed pevcev seveda vlegel na poslo, ni niti čutil, da se mu je skončnica pri vzglavju odmaknila, tako da je padel z pogradom in polštrom na tla in spal nadalje v noč. Očitno je imel zelo veliko energije, tako da je vso noč prespal z glavo navzdol in so ga šele naslednje jutro posamezni pevci zbudili, tako da je vsaj se potem tudi na ravnem še kakšno uro prespal. Ja, nekako tisti zadnji dan intenzivnih vaj, govorimo o zadnji zgodbici še, je pa nekako, kot ga sem velikokrat pojmoval, je pa bil sindrom padanja notnih zapisov. Pogostokrat so bile te intenzivne vaje ne samo da fizično naporne, tudi naporne so bile glede glasilk, dosti je bilo priprav na brucovanje in seveda pogostokrat so bile tudi krajše noči. Tako da smo včasih potem res zadnji dan bili izmučeni in ko si tako gledal nekako, sam sem pri tenorjih in z lahkoto vidiš ostali del zbora. Tako da sem pogostokrat videl, ko je kateri izmed pevcev zaspal ali se utrujen na slono
In v tistem času sem samo čakal, kdaj bo do kakšne note odplavale po prostoru ali mu padle iz rok. In temu pravim sindrom padanja notnih zapisov. Naš mešani pevski zbor gradi odlično in veliko število zgodb. Koliko je verjetno glasbenikov, toliko je zgodb. Torej, tista zgodba, ki se je pa mene najbolj dotaknila, se pa dotika ravno tega prijateljstva z zgodbo na Pihalo Šlos Calj, ki se pravzaprav vleče iz težkih časov, iz druge svetovne vojne, kjer so bili naši ljudje, naši predniki, moja babica, moj dedek in starši izseljeni med drugo svetovno vojno. In ker vojna ni za nikogar dobra, tudi za ljudi v Nemčiji ni bila. In naši ljudje, moja mama je bila dodeljena na eno vas, kjer so delali na kmetiji in so tam stkali prijateljstva, ki vežejo nas še danes, torej med drugo svetovno vojno. In seveda danes, 20 let nazaj, torej ko se je začelo to prijateljstvo, je to na podlagi 3 generacij prijateljevanja med Nemci in Slovenci. In potem, torej 3. generacija, je bil v eni dirigent Joachim Groz, ki ga je treba omeniti, ki je prihajal k nam na obisk, ki je bil poročen z hčero te moje mamine prijateljice. In ko so prihajali na obisk, smo se družili na različnih koncih in eden je bil tudi klet Francija Černelča v Črešnjevcu, kjer smo ob dobri kapljici začeli se pogovarjati o sodelovanju. In to sodelovanje je potem se tudi zgodilo. Prijatelji iz Nemčije niso vsi poznali Slovenije. Nekateri so celo še razmišljali, kam pa gremo, se to so vsi partizani, to je bilo vojna, to je bilo hudo. In ko so prišli k nam prvič, so rekli samo, wow, to je pa nekaj neverjetnega, tukaj je takšna energija, torej energija ljudi, energija članov mešanega pevskega zbora in seveda tudi godbe na Pihala Šlos Calja, ki se je prijelo, enostavno se je prijelo, ljudje so se spoprijateljili in danes se to neguje. Res sem vesel in ponosen, da so to ne bi bilo možno brez te empatije, te enostavno te naše odprtosti, gostoljubnosti, predvsem pa Bistrica ob Sotli, na to sem pa res ponosen, je polna kulture. Tukaj vre od kulture, od naboja, od energije na vseh področjih in to smo lahko ponosni. To je nekaj, kar nas dviguje nad vse druge. In to prijateljsko druženje, ki je seveda, to je eno od njih, torej Šlos Calj, ki je nekako za meni tudi najpomembnejša, je eno izmed biserov v grlici, 40 biserov v grlicih pevskega zbora, ki letos praznuje dober, velik praznik in ja, sem ponosen, da sem del te zgodbe, čeprav ne pojem, rad pa slišim dobro glasbo, rad slišim dobro petje in sem vesel vseh tistih, ki so tu pustili svoj pečat. Tisti, ki so še v pevskem zboru, tisti, ki že niso več, pa bodo še, pa še vedno z naklonjenostjo gledajo na ta naš pevski zbor, tako kot gledam jaz kot občan, kot poslušalec tega zbora. Najprej seveda velika zahvala v imenu občine Bistrica ob Sotli. Tokrat kot župan se res zahvaljujem vsem kulturnim ustvarjalcem Bistrice ob Sotli. Kultura je širok pojem. Kultura ni samo petje, to ni samo igranje, ni samo ples. Kultura je enostavno vse, kar živimo. Torej, smo kulturni ali nismo. To je popolnoma enostavno vprašanje. In če smo kulturni, če spoštujemo drug drugega, ne rabimo razumeti vse vrste kulture. Sploh ne rabimo. Moramo pa spoštovati tiste, ki ustvarjajo. Torej, lahko je popolnoma laik, kot sem jaz, pa vem, kakšen velik vložek je v tem delu. Torej, držati na kupu 30, 40 posameznikov, tako dolgo časa, torej, to je umetnost. Torej, kapo dol, Špeli Drašler, tudi prejšnjim, torej predsednikom, dirigentom in Francijo Černelču, ki je bil v tistih prvih skupini in Janezu Drašler in vsem, ki lahko najrajši bi jih kar naštel, vendar jih ne bom, ki so to kreirali, ki so držali
ni vedno enostavno. Veliko je različnih interesov, različnih nagnjenj, ampak držati ljudi na kupu 40 let. Tempo, ki je neverjeten in še kar raste, je ena velika stvar. In ko sem bil vprašan, katere besede bi meni potegnile ven, ko poslušam oziroma ko razmišljam o pevskem zboru, je predanost, torej predanost glasbi, drug drugemu, pedantnost, torej natančnost, načrtovanje, motiviranje vseh ljudi v tem prostoru in v tej skupini je tisto, kar daje čar temu zboru. In upam, da bo še veliko let, veliko generacij se zamenjalo, se jih je že in še bo, da bodo mladi prihajali in da bodo ti naši prostori, ki jih namenjamo kulturi, Bistrica ob Sotli, tudi občina seveda vlaga zelo veliko v kulturo, da bodo koristno uporabljeni, so že, pa še bodo, in da bo to šlo tudi tako naprej. Želim jim vse dobro, oziroma vam, spoštovane pevke in pevci mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli, tebi, Špela, in vsem drugim, ki ti pomagajo, še veliko zabave, dobre zabave ob petju in po petju, da ne rečem tudi ob pitju, ker negujemo dobro kapljico, tukaj smo odlični vinogradniki in to je pomembno. Dobra kapljica in dobro petje je vedno šlo z roko v roki, kar nam je položeno srce tudi največji slovenski pesnik, ki ga velikokrat omenjamo ravno v tem kontekstu in to je tudi prav.